Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Novo leto 2020 se je začelo in zdaj je čas realizacije. Torej, vse tisto, kar ste si obljubili ob novem letu, koliko boste boljši, koliko ne boste, kadili, koliko boste manj pili, koliko boste bolj zdravo jedli. Zdajle smo vas dobili, znašli ste se o pravem času, na pravem mestu, kajti ponedeljki so tisti, ki so rezervirani za kuharijo, za zdrave, simpel, privlačne obroke, kajti kot je rekel Hipokrat, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Ne boste verjeli, kdo oziroma odkot prihajata moja današnja gosta, ki bosta pripravila, prikazala nekaj res krasnega, zdravega, hranljivega. Pravzaprav sta sodelavca na fakulteti za farmacijo in sicer lepo pozdravljena, dobrodošla, že znani obraz, profesor dr. Samo Kreft in pa Darja Kolar pri Lačni bučki oziroma preko kanala Lačna bučka, pravzaprav ogromno informacij in receptov in na takšen način konkretno spodbujate ljudi k zdravi prehrani. Kar z predlogi, dobrimi predlogi, ja. Da se da zdravo, tudi okusno jesti in da ni potrebno živil živalskega izvora vključevati, da bi dobili dovolj hranil, tako da na enem blogu tudi za vsako recept narediva izračun, koliko nekih hranil smo dobili. Ja, to sem videla, to me je navdušalo, ampak glede na to, da prihajate iz teh farmacevtskih krogov, mi je zdaj jasno, zato tukaj tehtanja, pa unga, pa tretjega, ne? To vam je v krvi bolj farmacevtov, ja, mi smo egzaktni, ne? Če je 4 grame česna, je 4 grame, ampak ne, saj ljudi nočem matrati, lahko kuhajo po svoje. Sem da vejo, če bi kuhali tako, bi imeli toliko hranil, če bi kuhali malo drugače, bi pa malo drugače, ampak v groba slika poanta je, da dobimo dovolj hranil že s takimi živili, ki jih mi dva pripravljamo. Super. Ker ljudje bi rekli, prihajate iz fakultete za farmacijo, se pravi, tle bosta postavila 3 kapsule in bosta rekla, to je to za cel teden. Daleč od tega. Vama je pomembna živa hrana in tudi rastlinska hrana, ne? Tako je. Pa predvsem nekaj, kar je enostavnega za pripraviti, ker naša midva temeljiva na tem, da je enostavno, živila, ki jih imamo dostikrat doma, iz hladilnika, vzameš 3 zadeve in si nekaj skuhaš in to hočeva narediti na en taki ljudem zelo domač način. In vse, kar midva skuhava, je na tak način, da si postavimo par idej in dava skupaj, pa je to. Ja, če je kaj za porabo v hladilniku, če je kaj že 14 dni staro, se da tudi prilagoditi te recepte, tako da tudi mi dva napiševa. Mi smo uporabili to, lahko uporabili pa tudi drugega. Ker jaz vidim, da, recimo, kar sem jaz opazila do zdaj, da ljudje bi jedli bolj zdravo, bi si kaj pripravili, imajo neka ta motivacija osnovna je, ampak pa nimajo idej. In je škoda, ker pol ne pride dejansko do akcije-reakcije. Ja. Ideje pa lahko dobijo na najnem blogu Lačna bučka. Odlično, evo, super. Povejta, kaj boste danes pripravljali, oziroma ogromno stvari ste že narezala. Tako je. Zdaj, če imate radi kakšne domače zabave ali pa kaj tak preprostega, ne povabite ljudi na kakšen čaj ali pa vino, se zraven sigurno prileže kaj za pogrickati. In midva sva imela idejo, da pripravimo oziroma prikažemo, na kakšen enostaven in zdrav način lahko to naredimo. Se pravi, gostje ponovadi pričakujejo čips, pa kakšne palčke, pa kakšno procesirano hrano, ali? Ampak zakaj ne bi nekaj zdravega prigriznali? In tukaj smo pripravili in sicer tako en klasičen humus, torej humus bazira iz čečerike z dodanim tahinjem, malo olivnega olja, malo soli in pride odlično z kakšnimi palčki iz korenja ali pa stebelno zeleno ali pa kaj takega. Potem lahko naredimo tudi malo drugačen humus in sicer tako, da je malo barvno bolj raznoliko in sicer z fižolom, tudi kaj takega, lahko uporabljamo tudi lečo, tako da imamo zelo različne ideje in vse, kar... Barva je pa rdeče pesa. Ja, ful fajn. Jaz obožujem humus in vedno več ljudi ga obožuje in zdaj sem videla, da že ena slovenska podjetja tudi so ga dejansko začela delati, ampak jaz ga najraje naredim doma. Zaradi tega, ker je cnej,
Bistveno več ga dejansko lahko narediš, pa tudi nimaš teh, zato zadnjič sem gledala na eni flaški, pa je bilo, kaj je bilo napisano, da je 20% čičerike noter. Pa humus je čičerika, ljudje božje, ne mora biti pa samo 20%, ne? Ja, točno tako. Ja, super. Tudi recepte ste pripravila, ki jih bodo naši gledalci lahko videli, tako da pogledajte si tudi te recepte, take in drugačne, zanimive. Bomo potem pokazali. Kaj boste še zdemonstrirali, kaj boste še, tukaj le vidim, imate tudi neko melancan? Boš ti razložila, jaz sem pa kar lota. Točno tako, pripravila bomo baba ganoush. Baba ganoush. In sicer tako, da melancanom najprej pečemo v pečici, tako da pride lepo hrustljavo, zapečena ven. Se pravi, črno mora biti. Tako je, ker glih ta temna barva da en tak prefinjen okus, ampak v notranjosti je pa kremasta in sočna. Aha, olupka pa ne boš uporabil? Lahko bi tudi, ga bom porabil, kasneje ga bom pojedel. Tudi to je princip lačne bučke, da se čim manj zavrže, ampak za tale kremast namaz, za pomakanje zelenjave pa mogoče ne bi dobra struktura. Ampak ja, zelo dobra pripomba. Tudi recimo mi pri lačni bučki krem juhe zelenjavne kuhamo z olupki, tudi krompir neolupljen uporabimo, tudi manj dela je na ta način. Ja, pa jaz tudi recimo, brokoli recimo delam so stebla, pa te zadeve znam zmeri zraven noter, ker tudi to je zelo hranljivo, zelo bogato dejansko. Ja, če kakšna stvar ni primerna za eno jed, recimo brokolijeva stebla mogoče za omako, niso tako, za juho pa so čisto primerna. Ja, sam večkrat jo moraš bolj na drobne koščke. Točno. Da ne stvarjamo odpadkov. Za baba ganoush je v bistvu zelo podoben princip, kakor za pripravo humusa, samo da namesto čičerike uporabimo melancano. Tako da damo isto malo olivnega olja, žlico tahinja. Tahini ali sezamova pasta, ne? Tako je. Tahini se mi zdi, da ker sem jaz mami rekla, pa dej več kot tahini noter, veš, koliko je fajn, pa sezam je ogromno, zelo je hranljiv tudi in tako naprej. Kaj tahini, ne? Ampak vidim, da danes to že kar uporabljajo, no? Ja, zelo pogosto je, lahko skoraj v vsaki trgovini se dobi tahini. Ja, tahini se res posodobi. Če pa želite doma narediti, ga pa lahko tudi doma naredite, ampak malo dlje traja, ker se mora zelo dobro zmleti vse skupaj. Če imaš dober blender, gre, ne? Točno tako. Aha, se res, tahini pa še nisem delala doma. Ja, lahko se. Tudi sama ga še nisem doma naredila, ampak verjetno gre. Se pravi, česenček noter, a ne? Tako, malo za okus. Fajn, parazite malo da preženemo. Točno, to pa dober okus je in to je to. A, to je to dejansko? Dejansko. Zelo enostavno. Evo, fino. Preden začneš tole blendati, pa evo, mi si bomo pogledali, kje je bil Kristjan tokrat, zakaj, o čem govorim, kaj zdaj, kam Kristjan hodi? Ja, Kristjan hodi do vas domov in sicer vam nudi potem 1 minuto časa, da najdete najbolj zdravo posodo brez vseh nevarnih premazov. To je posoda, na kateri ponavadi piše tudi Made in Slovenija. Torej, narejeno v Sloveniji in če imate doma kakšno tako posodo, vam jo pustimo, ne boste nam dali, ampak mi vam bomo še kakšno dodali. In ja, dajmo torej pogledati, pri kom se je tokrat oglasil, ali je ta oseba imela doma kakšno posodo narejeno v Sloveniji. Lahko piše tudi Made in Jugoslavija, tudi to se dejansko upošteva. Zakaj? Ker podpiramo slovensko gospodarstvo, to je slovensko podjetje, ki dejansko izdeluje te posode. In ker je to najbolj varna in najbolj zdrava posoda, brez torej vseh tistih takih in drugačnih premazov, ki na nek način svoje sledi pustijo tudi v hrani. In če že kuhamo zdravo, potem dajmo še zdravo posodo. Danes sva na misiji, da odkrijeva, kdo bo srečni prejemnik čudovitega darila. Emoshop podarja take lepe paketke, ki jih želi dati zaradi tega, ker so kvalitetni in zdravju prijazni. A vas zanima kaj? Evo, to je ena taka prisrčna kozica, je emajlirana posoda in je zdravju prijazna. Jaz mislim, da iz tega bi lahko tudi naredili vesoljsko ladjo, ker je tako zelo kvalitetna kovina. Ampak gledajte, to jaz bi definitivno delal čaj v tem. Zgleda zelo taka prisrčna zadeva. In seveda, kar je zelo pomembno, Made in Slovenija. Narejen je v Sloveniji. Potem drugi del
tukaj noter lahko mogoče eno jajčko skuhate, kavo ali pa kaj tasga. V glavnem, najbolj mi je všeč tudi to, ker imajo zelo prisrčna sporočila zraven, tako da ni samo navadna posodica, ampak je zraven še domislna. Potem tretji del tega darila je pa, kdo ima rad piškotke, jaz jih imam ful rad. In v bistvu je ena taka prisrčna posoda, ki naredi v obliki zvezdic, torej snežink. Jaz bi to želel imeti doma. Svoji babici da mi ona to speče. Zdaj pa pejmo v akcijo, pa da vidimo, kdo bo zmagal. Hajde, šivajmo. Evo, zdaj imamo tukaj eno prisrčno hišo in da vidimo, če bojo tukaj pripravljeni za akcijo. Da vidimo. Dober večer. Dober večer. Evo, Jasmina iz Klepeta ob kavi vam želi podariti eno darilo. A ste za? Bom. Boste? Evo, gledajte, ena igra je in sicer mi iščemo, da vam podarimo en paket takih emailiranih posod in mi iščemo, če imate vi doma mogoče proizvod iz Slovenije ali pa Jugoslavije. In potem je zdaj 1 minuta časa in jaz bom začel zdaj seštevati in boste vi v tem času, če boste najdli, dobili cel ta paketek. Ok? Tako da, evo, ajde. Pa da vidimo, ali bo uspel. Štejejo sekunde. Ajde, da vidimo, koliko pozna svoj... Vi ste pa hitra. Ja, te imam to pri roki. Madonna! Da vidimo. Evo. Aha. Made in Slovenija, bravo, evo. Viš, to smo Slovenci, ko smo zavedni, a ne? Evo, čudovito. Potem pa ste si prislužili cel paket. Evo, tole je za čajčka, pa tole je za kavo. To pa je, da boste lahko v svoji družini ene take prisrčne piškotke v obliki zvezdic pa snega. Boste lahko spekli. Ja, super. Tako. Sem kaj dolžna še? Pa nič niste dolžni, samo na smeh, to je to. Evo, hvala lepa, hvala vam, srečno uporabo, pa lepo se imejte. Hvala lepa. Adijo, srečno, lahko noč. Adijo, živijo. Evo, pa smo ga zmagali. Jej! Da vidimo rezultat. Evo. Tekstura mora biti verjetno kremasta, ne? Kremasta, če slučajno se vam zgodi, da je bolj tako, če lahko komu date notri še kakšno čečeriko ali pa fižol, tako da naredi vse bolj kremasto. Ja. Tukaj res ni mej, tako da po svoje. Laneno seme tudi fajn zgosti, ampak ga je treba fajn zmleti. Ja. Ali pa laneno moko, kdor ima to Ja. prerok, tudi zelo hitro zgosti. Ja. Ali pa tudi čije semena bi lahko noter vrgli na neki ravni. Tudi. Lahko tudi po blendanju ali pa pred blendanjem, če hočemo ohraniti sama. Vse se mi zdi, da ko enkrat poznaš malo sestavin pa teksturo, da v bistvu lahko kar brez receptov veliko stvari ustvarjaš. Malo občutka, malo domišljije lahko narediš res. Sam jaz imam pa drug problem. Naredim, pa je dober, pa ne vem, ko sem dala noter. Pa si naslednjič bo tudi nekaj dobrega. Nekaj drugega, ampak ravno tako dobro. Ne, ampak pol naslednjič pa gostje pridejo, takrat je pa pritisk. Takrat pa moraš dobro narediti, ne? Tekoče mora biti prav, da se na palčki zelenjave dovolj gor ohrani, pa da ne pada dol. Skratka temu primerna gostota. Ok, bomo naredili test, prav? Ja. Evo, naredimo test s humusom, se pravi, kako boste vedeli, da dejansko je zadeva dovolj trda. Ja, to je super, perfektno. Ni padlo dol. Varno pristalo. Odlično. Še ena taka omaka je pa guacamole. Ravno tako vse sestavine se skupaj zmeša, skratka je sama izdelava enaka. Sestavine so pa avokado, pa čebula, limonin sok, spet lahko česen. Marsikaj lahko variramo, ne? Od osnovnih guacamole imamo pa lahko različne izvedbe. Rdečo peso, jaz, da bi pila sok rdeče pese, ni opcije. Da bi rdečo peso kar takole malo narezano, pa to ni mi všeč. Ampak takole pa ja. Poskusite, ja. Tole pa ja. Ja, pri rdeči pesi je zanimivo to, da v bistvu, če jo ne maramo, jo niti ne rabite dati veliko notri, ker zaradi močne barve, ki jo vsebuje, je tista majhna količina že tako intenzivna, da poudari to lepoto in
je to to. Ja. Okusa pa se sploh ne čuti. Drugače pa imamo tudi podatek o rdeči pesi. Rdeča pesa je namreč izjemno hranljiva. Jaz vem, kako mi jo je mama silila, ko sem bila otrok, nisem je imela rada. Dobra za kri, dobra za kri, dobra za kri. A zanimivo, veste, katera stvar ima pa že 200krat več železa kot rdeča pesa? Ja, špinača ga ima kar veliko, čeprav ne toliko, kot so takrat mislili, ko so jo oglaševali. Ko so ono vejco se zmotili, ne? Tako. Ne vem, se spomniš, kaj smo imeli. Smo na Lačni bučki naredili pred par meseci pregled živil z bogatih železom, pa sem že malo pozabil. Ampak... Rdeča pesa je bila tudi izmed njih, ja. Zelo je visoka, ampak 200krat več imajo pa rjave morske alge. Aha. Alge so super zadeva. Jaz jih obožujem, sploh v času nosečnosti, ker so en tak multivitamin, nobenih sintetičnih vitaminov, drugih dejansko ne rabiš uživati. Pa tudi super naredi, kar se tiče teh težkih kovin pa tega, ne? Fantastično. Evo, dajmo pokazati še recept, torej recept za obarvan fižolov humus. Tak za pinki humus, takrat, ko pridejo punce, morate absolutno tole narediti, ker ženske padamo na barve tako in drugače. Torej, uporabila sta iz Lačne bučke Samo in Darja beli fižol, rdečo peso, tahini pasto, torej to je sezamova pasta, olivno olje in to je to. To je to. Simple ka pasol, ne? Oziroma bolj ka pasol. Simple kot humus. Ja. To je zdaj nov izraz. Odlično. Sicer pa samo iskrene čestitke, res ljudje si morajo pogledati, če si še niso. Tvoj nastop prejšnje leto dejansko na TEDxu. Kakšne si imel kaj potem, odzive potem? Kaj si imel, sintetična zdravila oziroma sintetika ali zdravilne rastline, ne? Ja, oziroma resnice nekje vmes. Čeprav so med ljudmi eni močni zagovorniki ene ali druge strani, eni sploh ne verjamejo v zdravilne rastline, drugi pa prisegajo izključno na zdravilne rastline. Ampak treba za vsak primer najti tisto, kar je najbolj za tisti namen najbolj koristno. Tako da nekako resnica je nekje vmes. Nekje vmes. To je bila poanta mojega. Samo ti si profesor, doktor, iz česa si doktoriral? Doktoriral sem pa iz zdravilnih rastlin. Wow. In tudi to je področje naše katedre, katedra za farmacevtsko biologijo, pokriva zdravilne rastline. Sicer tudi druga zdravila naravnega izvora, biotehnološka zdravila, gensko zdravljenje, vse to. Ampak zdravilne rastline imajo tudi močen težo na naši katedri. Glede na to, da si doktoriral iz tega in si precej raziskoval, katero slovensko rastlino bi recimo lahko izpostavil kot neko res super živilo, super rastlino, ki jo mogoče malo pozabljamo, pa bi jo lahko večkrat skuhali ali kot čaj ali na kakšenkoli drug način uporabili? Ja, za vsak namen svojo. Če bi mogel že nekaj splošnega, bi mogoče česen, ki je tudi tukaj kar v mnogih teh omakah prisotno, pač kolikor kdo rad. Česen tako znižuje holesterol, znižuje krvni tlak, deluje protimikrobno, skratka kar celo vrsto. Zdaj sem dal tako stvar, ki je hkrati zdravilna rastlina in živilo, ker pri taki ne moramo pretiravati. Zdravilne rastline, tiste resne, recimo kot je šentjanževka, so pa že take, da jih ne bi želel splošno priporočiti, ampak tisti, ki jo res potrebujejo, ker tudi zdravilne rastline imajo potem neželene učinke in ne more zdaj kar vsak jo piti. Vem, da sploh v času nosečnosti je en seznam vseh rastlin, ki jih dejansko ne bi uživali. In ljudje včasih mislijo, saj je rastlina, saj mi ne more škodovati. Isto ti jo škoduje, ne? Tako. Ja, tako da pamet v roke, kako bi šel temu rekel. Ampak zelenjava pa ne more. Zelenjava pa ne more, nikakor in nikoli. Zdaj, kako bi slovensko temu rekla, da najdemo nek slovenski izraz? To je drugače finger food, a ne? Ja. Drobni prigrizki, tele dip omake so pomake. Pomake? Pomake, to sem se jaz zdaj naučil od Lačne bučke, da so pomake. Ker se pomaka. Omaka je pa v bistvu, ne? Za prelit na neko drugo jed, ja, da
ta je pa pomaka. Je v slovarju slovenskega knjižnega jezika že ta beseda, tako da to ni nekaj novega zmišljenega. To mi je všeč, da najdemo še slovenske besede, ker zdaj je veliko Tako je. teh izrazov, pa podcast, pa uno, pa tretje, a ne, podaje in tako naprej. Odlično, krasno, torej lačna bučka naj se nasiti tudi v letu 2020, naj nasiti čim več ljudi. Hvala lepa obema, da sta tole pripravila, da sta tole demonstrirala in seveda delila tudi recepte, pa seveda res velika pohvala, da si lahko ljudje hranilno vredno zračunajo na lačni bučki, to se mi zdi res fantastična stvar. Tak, no. Ne bom zdaj 5krat na dan preverjala, ampak vsake toliko cajta kot zanimivost je pa zanimivo. Ni potrebno, da bi to redno preverjali, samo da imamo tisti vtis, da s tako vrstno hrano dobimo vsega. In potem, če tako vrstno hrano jemo, smo lahko mirni. Smo zmagali, ne? Super. Hvala lepa. Evo, vsekakor lahko na YouTube kanalu preverite še ostale zanimive, hitre, uporabne recepte. Sicer pa v tem letu bomo imeli kar nekaj kuharskih izzivov, tečajev, pravzaprav tudi zdrave kuhinje, tako da preverite na klepetobkavi.si pod zavihkom dogodki. Torej vsi posnetki pa na YouTube kanalu in tudi to lahko dostopate preko spletne strani.